To je pač gamblanje. No? To je pač, jaz ne vem, jaz sem z sinom že šel, jaz sem na noter z noro, on je pa na ven, ker smo stala pač v eni koloni. Ko bo dovolj velik, da bo šla s kolesom, ne, bo to vse lažje. Mislim, to je meni svoboda, ne? Ker se res samo od sebe odvisen, nisem. Zdaj, če je bila še infrastruktura dobra. Podatki kažejo, da je 50% voženj z avtomobilom v Sloveniji krajših od 2 km. In če vprašamo ljudi, zakaj ne kolesarijo več, je prvi odgovor vedno percepcija ali pa realnost, da ni dovolj varne in udobne kolesarske infrastrukture. Cilj mora biti, da se bo nek 8-letnik dobro počutil, pa varno, pa bo lahko šel s kolesom. Da bo neka 75-letna ženica brez težav šla na kolo, brez da bo živčna. Na nas se obračajo, kdaj kakšni starejši kolesarji, da jim je ratalo vse skupaj preveč kaotično, preveč nevarno, da se ne počutijo v redu. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Samo en planet. Kot že veste, nas lahko spremljate na naši spletni strani, če pa raje skačete po kanalu YouTube, nas pa najdete tudi tam. Tokrat smo se pripeljali s kolesi. Staro geslo "vsi na kolo za zdravo telo" namreč še vedno velja in ne boste verjeli, uporablja se za številne akcije, ki spodbujajo k kolesarjenju. Ne gre le za zdravje. Množična uporaba koles za vsakodnevno premikanje po mestu ima tudi druge prednosti. Odločitev za kolesarjenje je stvar kulture, načina življenja, osebne izbire, tudi zavesti o varovanju okolja. Radosti, pa tudi prometne zagate, ki spremljajo kolesarjenje, bomo razkrili v tokratnem pogovoru. Z nami so Lea Rikato Ružič, lepo pozdravljena, predsednica Ljubljanske kolesarske mreže, sicer tudi svetovalka za prometne zagate in prometna vprašanja. Doktor, bom zdaj na začetku povedala, čeprav ne maraš, da te preveč naslavljamo s tem nazivom, Ajdan Cerar, sicer deluješ na Inštitutu za prostorsko politiko oziroma prostorske politike IPOP in si po izobrazbi sociolog. Ja, urbani sociolog in največkrat se srečam s prometom ali pa kolesarjenjem, ker je pogosto moja naloga vključevanje javnosti, torej pojasnjevanje teh prometnih zadev v splošni javnosti. Splošna javnost nas bo v temle podcastu gotovo z zanimanjem spremljala. Jože Robežnik je naš tretji gost. Jože, lepo pozdravljen, ti si televizijski voditelj, ustvarjalec video vsebin in še marsikaj, predvsem pa navdušen kolesar. Po srcu predvsem kolesar. Torej, tvoje srce je kje? Na balanci, pri sedalu, spredaj, zadaj, se premika glede na okoliščine? Ja, kot športnik si želim, da je čim nižje, da je težišče čim nižje, ampak ja, rad tudi skočim s kolesom. Moje srce je, dejansko lahko rečem, da imam rad vse načine kolesarstva. Tako, veliko ljudi se bo skregal za to, a je cesten najboljši, a je mountainbike, gorsko kolo najboljši, ali mestno. Jaz moram reči, da na vseh uživam. Spomnila sem se, popevke je bila zelo popularna, tako po mojem že skoraj 20 let nazaj. V Pekingu je 9 milijonov koles. Ne vem, če se kdo od vas spomni, mislim, da je bila velik hit. Katie Melua, potem je še Prince posnel svojo verzijo. Skratka, komad, ki so ga prepevali po vsem svetu. V Sloveniji koles še nismo prešteli, ne? Ali vemo približno, koliko jih imamo? Mislim, da smo jih, ne? Nekaj približne imamo. Mislim, da jih je večkrat avtomobilov, no, sigurno. Mislim, da jih je... A ni bilo nekaj iz tiste ankete od statističnega urada, 1.600.000, nekaj takega, tako, nekaj so ocene. Skratka, kar visoka številka, ne? Ja, v bistvu smo, mislim, da smo bili eno leto, ko so v Evropski kolesarski federaciji gledali podatke o prodanih kolesih, smo bili prvi v Evropi po prodanih kolesih na prebivalca. Tako da smo,
mislim, na to ful raste, no, je prodaja in lastništvo koles, ampak je pa res, da je mogoče malo bolj rekreacijski segment, ta športni. Ne pa toliko še za mobilnost, to pa še čakamo ta preboj. Sej večina, velika večina Slovenk in Slovencev je rekreativno na kavču strastna navijačica naših vrhunskih kolesarjev, ne? Ampak ko pa prije do tega, da je treba iti v trgovino, pa ponavadi vzamemo ključe pa sedemo v avto. Jaz vidim oboje. Po eni strani res opazim velik porast rekreativnega športnega kolesarjenja, tudi zaradi uspehov slovenskih kolesarjev, ki so zadnja leta res vrhunski. In pri enih ljudeh to naredi pa še preskok, da ugotovijo, da je vožnja s kolesom prijetna in da se da voziti tudi s slabšim kolesom čez dan po opravkih na vsakdanji ravni. Potem mogoče druga skrajnost je pa ljudje, ki se do izhodišča svoje kolesarske ture pripeljejo z avtomobilom, dajo kolo iz avta, odkolesarijo športni krog in grejo z avtomobilom nazaj, recimo. In vse vmes seveda tudi, ne. Ja, različne navade imamo, ampak v urbanih predelih, v centrih mest je kolesarjenje v bistvu nekaj, kar se izkaže kot zelo koristno, skoraj da nujno, ker sicer nikamor ne prideš z avtom, peš je pa tudi mogoče kakšna stvar malo preveč oddaljena. Kolo pa vse to nekako spravi pod streho, če ne dežuje. Jaz bi rekel, da tudi če dežuje, oziroma zame, moje izkušnje kaže, da predvsem tudi, ko dežuje, če grem recimo v službo ob napačni uri, se pravi, ne vem, recimo snemanje oddaje, ki je nedeljska, ampak ni več snemana v nedeljo. In je dež, se pravi, ne vem, kdaj bom prišel. Oziroma ne vem, kdaj bi prišel, ker mislim, da je to samo hipotetično, ker po mojem še nikoli nisem šel. Ampak vidim, ker grem s kolesom, da je pač, da stoji in jaz ratam zelo hiter, nervozen. In to, da greš s kolesom, je enostavno najbolj sigurno, da jaz točno vem, kdaj moram iti, da bom, rad sem točen. In pač to je najbolj simpel način, da sem odvisen sam od sebe. Mislim, meni se zdi to vreden enormno velik denarja. Mislim, če bi to merili v denarju. No. Ampak ta mernost, ko gremo doma, ne vem, pa imam starše, recimo na Škofeljci, oziroma očeta, in to je pač gamblanje, no? Kdaj bom prišel. Če grem po službi, recimo proti... To je pač, jaz ne vem, jaz sem z sinom že šel, jaz sem na noter z noro, on je pa na ven, ker smo stala pač v eni koloni. No in to, ko bo dovolj velik, da bo šel s kolesom, bo to vse lažje. Mislim, to se mi zdi, da to je meni svoboda, ker se res samo od sebe odvisen. Zdaj, če bi bila še infrastruktura dobra, ampak jaz nočem tega poudarjati, ker se mi zdi, da jaz se znotraj tega znajdem. Ja, to je ena od tem, ki se jih gotovo moramo dotakniti tudi v tem pogovoru, to je infrastruktura, ki je bila včasih zelo slabo prilagojena kolesarjem, je pa vedno boljša. Verjetno, Lea, ti kot predsednica kolesarske mreže, imaš največ podatkov o tem, pa tudi ukvarjaš se s svetovanjem, kako bolje urediti promet, da bodo te zagate manjše, tudi za tiste, ki so v avtomobilih, se jih ne izločamo. Ja, mislim, situacija se izboljšuje, sploh če malo pogledamo, mogoče malo več let nazaj, da ne gledamo zdaj leto za letom, ampak tako, če pogledamo zadnjih 10 let, se mislim, da se tako vse v Ljubljani, če Ljubljano najbolj poznamo, se je kar naredil en preskok, recimo, Je pa res, da v kolesarski mreži mi nikoli nismo zadovoljni. Na občini nas dobro poznajo, da v bistvu rade volje pohvalimo, kaj je za pohvaliti, ampak zadovoljni, mislim, nikoli ne bomo čist, po mojem, oziroma bo res trajal dolg. Poznamo kolesarske mreže tudi na Nizozemskem, ki imajo še vedno veliko dela. Ker je pač to je tak nenehno neko, ne bom rekla glih boj, ampak je treba pač stremeti k čim boljšim pogojem. In mi v Ljubljani
ali pa tudi v Sloveniji nasploh, smo še kar daleč od tega, kaj so kolesarjem prijazna mesta ali pa država. Ker si jo že rekel, da se pač dobro počutiš v tem, kar je zdaj. Jaz se tudi, recimo, dokaj. Ampak cilj mora biti, da se bo nek 8-letnik dobro počutil, pa varno, pa bo lahko šel s kolesom. Da bo neka 75-letna ženica brez težav šla na kolo, brez da bo živčna. Na nas se obračajo, da je kakšni starejši kolesarji, da jim je ratalo vse skupaj preveč kaotično, preveč nevarno, da se ne počutijo v redu. Otroke ne spuščamo radi, kot kaže, na kolo same. To pač kažejo podatki. Mislim, da to ste pa vi merali, da v Ljubljani koliko enih 5% otrok v povprečju se vozi s kolesom v šolo. Potenciala je pa še dosti več. Tako da smo nekje tam, neka taka srednji rang. Dali smo še od severa, torej praktično od vseh držav severno od nas. Po Nizozemski, ki ima nekako najdaljšo, več kot polstoletno tradicijo urejanja prometa na način, da je prijaznim kolesarjem dostopen, Ja, mislim, že številke so tako neprimerljive. Pri nas je, mislim, da tako nekje v Sloveniji enih 5% poti naredimo s kolesom, dnevno. Pač to pomeni ali za rekreacijo, ali za v službo, ali za v trgovino, karkoli. Na Nizozemskem je ta številka skoraj 30%, torej 6-krat več. To je tako še res daleč. Je pa Ljubljana, recimo, ima pa zdaj 13-14%, kar pa tudi ni tako slabo. Tako da pač, ampak to je tako, nekje smo res, nek srednji rang smo, nismo sploh med najslabšimi. Imamo pa veliko še dela, da bi prišli res na tisto. In glih ta preskok iz te neke poprečne srednje ravni do tega res kolesarjem prijaznega. Za tukaj je pa treba ogromen dela in politične volje in nekega strateškega pristopa. Tega nam pa še manjka. Ajden, ti se kar intenzivno ukvarjaš tudi s tem, poleg drugih področji, na katerih si aktiven. In seveda predlogi, kako to izboljšati, načini obstajajo. Kakšna je pa pol ta komunikacija recimo med odločevalci, inštitucijami, kako so dovzetni za predloge, ki jih dajete? Ja, mogoče bi kar nadaljeval, ker je pri tem, kar je Lea poudarila. Tudi podatki malo kažejo, da se delež kolesarjev povečal. In jaz mislim, da to tudi malo posledica tega, da se tudi infrastruktura izboljšala v zadnjem času, da je to že en znak, da zboljša infrastrukturo, prideš do tega, da je več kolesarjev. To mislim, da je zelo v redu. Hkrati je pa bistveno še vedno to, da ogromen potovanj, voženj, ki jih opravimo z avtomobilom, so v bistvu voženj na kratke razdalje. Podatki kažejo, da je 50% voženj z avtomobilom v Sloveniji krajših od 2 km. In če vprašamo ljudi, zakaj ne kolesarijo več, je prvi odgovor vedno percepcija ali pa realnost, da ni dovolj varne in udobne kolesarske infrastrukture. In zaradi tega je ključno, da še naprej izboljšujemo infrastrukturo, da večji del teh kratkih potovanj, ki ni treba, da se opravijo v večini primerov z avtomobilom, prestavimo na kolo, ker na ta način je tudi za avtomobiliste dobro v končni fazi, ker na ta način sprostimo cestno infrastrukturo tistih potovanj, ki so kratka in se jih da upraviti tudi na druge načine. Hkrati pa mislim, da je zelo pomembno tudi ambiciozno razvijati to infrastrukturo zaradi električnih koles. Slovenija je razpršeno poseljena in del potovanj je tudi daljših, dolgih 5 km, 10 km. In to so pa razdalje, ki se jih dosti enostavno prekolesari z električnim kolesom, vendar pa rabaš infrastrukturo, ki preseže raven mesta, tudi ven iz mesta, poveza z okoliškimi naselji in tako naprej. In mislim, da imamo tukaj še velik manevrski prostor in da na eni strani ga je treba naslavljati z ambicioznimi, udobnimi, varnimi, v prvi vrsti varnimi ukrepi v smislu zagotavljanja kolesarske infrastrukture, v drugem smislu pa tudi z veliko komunikacije, kampanjami in tako naprej. Zdaj recimo kampanja Polni zagona, ki promovira kolesarjenje v službo, ampak tudi kampanje, ki promovirajo kolesarjenje v šolo in tako naprej, so na drugi strani pomembne, da ozaveščajo in popularizirajo kolesarjenje. Zdaj na teh površinah, ki so namenjene tudi kolesarjem, bom rekla, imamo vsaj 3 skupine
ljudi, ne? Imamo pešce, imamo voznike in voznice električnih skirojev, ki so tihi, hitri, pridrvijo ti izza hrbta in se hitro umakneš, da te ne podrejo, ne? In potem imaš kolesarje, ne? Kako sobivajo te tri skupine, ker so zelo različne, a ne? Njihove hitrosti so zelo raznolike. Kako urediti to? Verjetno se ukvarjate s tem vprašanjem sobivanja različnih hitrosti na isti površini. Jaz sem že enkrat delal neke videe na to temo in za AVP in delali smo podobno to princip, tudi je sponzoriral en gumar in logika je v resnici tako, ne, da zdaj mi kolesari, jaz sem tudi že doživel, oziroma sem velikim sokolesarjem težil po stari Ljubljani, prijatelj, da pa mi da bolj počasi, ker ni okej, da ti en takole pripelje, ker se ti sprehajaš, seveda vse se spremlja, ker sem imel majhnega otroka, ne, pač, in to ni okej, da ti nekdo strahte, ne, in začneš opažati, lej, ker si ti seveda, če je peš cona, pa če imamo mi recimo v stari Ljubljani je nekako dovoljen s kolesom iti, ne, kaj razen, ne vem, na Nazore so me že vstali. No, pa te ne smem. Takrat je še ni bilo še to. Ampak je kolesarska, oziroma je peš cona, kjer je dovoljen kolesar. Sej, ne, v Kopenhagnu se spomnim, nihče tam ne kolesari, ampak je zraven res velika. Pa dobra alternativa. Ja, ampak in je treba se zavedati, da takrat, če si ti kolesar, ti ne zdaj, ker te en kombi prej čist natesen, prehitu, ne ti zdaj naprej pešca maltretirati. Mislim, se mi zdi, tukaj to je zelo pomembno. Drugo je tudi, da pač, če tam za Mohoriča oziroma Pogačarja kogarkoli navijaš, pol ne moreš preveč natesen prehitevati na tehle ovinkih. Se pravi, vedno moraš gledati na šibkejšega. Zdaj, to je neka stopnja, po mojem, razvitosti glave. In zdaj, skiro, težko je reči, da zdaj to moramo pa prepovedati, ne? Čeprav tako misel, ne? Čeprav lahko osebno nekdo tako misel, ampak tudi ne, zakvar, mislim, brez veze, ampak se mi zdi, je treba tukaj in pol spet na kolesarski, pač ne moreš peš posred hoditi, ne? Jaz mislim, da enih teh pravil kot družba se načeloma držimo glih zato, ker nam je pol lažje, ne? In zdaj pridemo do ključnega problema, kako to skomunicirati, ne? Zdaj mi tukaj očitno se strinjamo v tem, ne? Ampak to je brez veze, ne? Da si mi drugemu to, to pa dobro veš, ne? Največji problem je, da to poveš nekomu, ki še ne misli tako, ne? Zdaj, kako bi, to je zame največje vprašanje tukaj. No, to nalogo, da kako bomo koga prepričali, ne? Mislim, ne vem, jaz mislim, prva stvar je, zato sem prej malo to, da ne bi bentil čez infrastrukturo, čeprav vem, da ni optimalna, ker vem, ker tam avga teram v center že nekaj časa in vidim, kje so težave, kje ga mačka primem, ne, čeprav je na kolesu. Se pravi, eno je to, da sploh, da ljudje morajo dobiti izkušnjo, da je voziti se ta 2 kilometra, če rečemo, da je to naš začeten cilj, ne, da je to lušten, da je to fajn. Ampak recimo, jaz sem odraščal na Škofeljci, jaz mislim, tam še zdaj ni to lušteno. Se pravi, če tam zraven je pločnik, vse ostalo je pa od enega, ki je malo nervozen, ker je zdaj že 20 minut v koloni vozil iz Ljubljane 10 km. In pač nima tam prostora nihče voziti. In je, ne vem, pa je pa spet dilema, ne? Ker moja ideja je spet, da v mestu, jaz mislim, da če nas zadosti kolesari, bo slej, ko prej bodo začeli tudi za to skrbeti, ker so pač to volilci. Ampak tam na podeželju, recimo, je pa že težji omogočen. Mislim, mi se znajdemo lahko po unih ulicah, ki so usporedne, pa so malo zaprte, so malo stran, pa se mi se da poiskati pot. Tam pa ne vem, ne? Tam bi pa dejansko mogla biti infrastruktura preden boš ti, mislim, ne bom zdaj nobenega potunkal, ampak gleda vlak, nekdo iz moje družine, prazen. Ne, prazen vlak. Kdo se vozi? Najprej mora biti vlak, da bo šel kdo gora. Jaz sem res, kar sem lahko, če nismo zraven vlaka,
A pol si ugotoviš, da dva vlaka sta ful skupaj na 7 minut, pa 1 uro pa pol noben. Pač pol ne moreš pričakovati, da dopolni vlaki. Morajo najprej vlaki se voziti, da bodo se nafilali. Ne vem, zdaj sem mal... Zdaj si vključil še komponento javnega prometa, v smislu javnega prevoza, ki je tudi zelo pomemben del naše mobilnosti in nam lahko pomaga, da premagujemo razdalje, brez da bi se vozili ta 2 kilometra, ki jih danes omenjamo. Isti princip je v resnici ali za kolo ali pa za javni prevoz. V resnici je tako, ljudje bojo to uporabljali, če bo to privlačno, če bo časovno učinkovito, pri kolesarju ne posebej, mogoče ta varnostni vidik, pomemben, ampak na koncu smo ljudje dokaj racionalna bitja, v smislu, probamo racionalno razpolagati svojim časom in pač dokler so te alternative, javni prevoz ali pa kolo, ne vem, ali neudobni, ali neučinkoviti, ali nezanesljivi, to, kar je pri javnem prevozu doskrat očitek, potem težko prepričujemo in lahko delamo kampanje in tako, in potem tam bomo mogoče zajeli kakšne, ki so malo bolj ozaveščeni ali pa nimajo alternative, ampak te, ki jih pa res hočemo iz avtomobilov privabiti, to so pa res mase ljudi, koliko je to, 120-130 tisoč ljudi vsak dan, ko pridejo z avtom v Ljubljano, recimo, to je ta nek potencial, ki ga gledaš, in tukaj imamo še zelo veliko manevrskega prostora in pa javnem prometu. In javni promet je pa tako, zelo pomemben se mi zdi to, da ga ne gledamo kot konkurenco kolesu ali pa kolo konkurenco javnemu prevozu, kar se ponavadi v molu, ki v Ljubljani dostakrat zgodi, ampak da gre ta z roko v roki. To recimo Nizozemci so že zdavni pogruntali, da kolesar je tudi potencialni potnik, ker kolesar ima nek doseg tam 50 km z navadnim kolesom, mogoče do 15-20 z nekimi kolesom, za tiste malo bolj vztrajne, ampak za daljše poti pač moraš javni prevoz potem uporabiti. In kolo tukaj pride kot idealno sredstvo, da ti dostopaš do postaje, pa od postaje naprej. In je za ta kombinacija kolesa kot ta first and last mile, se reče, in potem za daljši del, da uporabiš vlak ali avtobus. In oni recimo, ne vem, na Nizozemskem je polovica potnikov pride do postajališč javnega prevoza, oziroma tukaj konkretno do železniških postajališč s kolesom. In so to ugotovili, da to gre z roko v roki, in oni imajo izposojo koles na tisoče koles, je to po celi državi, je prav njihove nizozemske železnice skrbijo za sistem izposoje koles. Tako kot so naši bicikli, ampak oni imajo prav na železniških postajališčih, ogromne garaže, kjer lahko parkiraš kolo za 100 do 24 ur in podobno. In ta večmodalnost, to, da lahko ti kombiniraš različne stvari, torej različne teleprevozna sredstva, to je res ključ, sploh za Slovenijo. Vemo, da smo razpršena. Recimo, da imamo dokaj razpršeno poselitev, to čisto statistika kaže, imamo največji tudi delež ruralnega prebivalstva. In zdaj ne bo mogel iti avtobus čist povsod, pa vlak ne more iti povsod, ne gre do vrat, kolo pa gre od vrat do vrat. In ta kombinacija je res, se mi zdi, da tukaj, če bi Slovenija začela malo bolj to delati, sej malo se dogaja, kaj so slovenske železnice namontirale fulejnih kolesarskih stojal po železniških postajališčih, tako malo počasi se dogaja, ampak problem je že, hrbtenica nam ne deluje, železnica je še vedno pač to, kar si rekel, imaš 2 vlaka tam, pa pol 2 uri noč, pa tako, To nas res čaka, nadgradnja infrastrukture in potem v avtobusnem prometu, mislim, vse tehnološki, ta preboj, integracija, cenovna, informacijska, to načrtovanje poti za uporabnika še vedno ni privlačno. In tukaj nam oziroma, če obrnemo,
pač v zadnjih desetletjih smo res vse stavili na avtomobilski promet. Veliko večino sredstev, ki smo jih imeli v zadnjih desetletjih za promet, smo porabili za izgradnjo avtocestnega križa, nove ceste in tako naprej. In zgodilo se nam je nekaj, kar ni veliko presenečenje. Ne? Če vlagaš vsa sredstva, ki jih imaš v avtomobilski promet, dobiš en kup avtomobilskega prometa, ni prvič. Ne? Tako da nekaj časa bo trajalo, da se ta trend obrne, tega se ne da z danes na jutri, je pa pomembno to, da zdaj začnemo vlagati in razvijati ostale sisteme, od aktivne mobilnosti, hoje, kolesarjenja in seveda javni promet, ki je pa verjetno najtežji in potrebuje najbolj ambiciozen pristop k razvoju. Ne? Pa malo je izgubo tudi na ugledu, pa to je težko dobiti tudi malo nazaj potnike, ne enkrat, kaj izgubiš, ampak se mi zdi, da se delajo premiki, no, to, kar imamo enega upravljalca zdaj, da bo skrbel za cel sistem, ne, prej smo imeli čisto pomešan to oziroma ločeno, ne. Tako da se počasi bo sam, po mojem, to klet, kot si rekel, to klet zaostanka je bilo... Smo lahko malo hitrejši, da bomo lahko malo catch-up. Zdi se mi, da je bil tudi na mednarodni ravni ta ugled javnega prometa slabši pred 10 leti. Margaret Thatcher je rekla, da človek po 30, ki se znajde na javnem prometu, nekje zavozil. Zdi se mi, da se ta trend ali pa ta mišljenje, ta mindset obrača. No? In da tudi Slovenci grejo na počitnice, izmišljujem si v Zahodno Evropo, Skandinavijo, nekam in tam vidijo, da v bistvu dober javni promet je velik luksus. In kakšen luksus je to, če se ti ni treba ukvarjati z avtomobilom, parkiranjem vsem po vrsti in si ti točen na cilju svojega potovanja. Tja si potoval udobno s svojim javnim prometom, ki bo frekventen, nisi ga dolgo čakal in tako naprej. Ne? Ja. Moja nedavna izkušnja v Stockholmu recimo je bila fantastična. Ne? Samo Ljubljana ali pa kakšno še manjše slovensko mesto verjetno ne bo imelo metroja. Ne? Težko. Ampak ne vem, s kom sem zadnjič debatirala o tem, da pač imamo dejansko skozi center ravno črto, sever-jug. In da če bi samo sredino, ne, te upadnice z obeh strani in skozi center prepustili zgolj avtobusu, ne, bi že rešili te zamaške, ne, in bi verjetno lahko zelo frekventno vožnjo te avtobusi šibali sem in tja vsakih nekaj minut, tako kot je to v kakšnih severnoevropskih mestih in bi bili vsi zadovoljni. Ne? Še posebej, če bi bila tam zraven potem postajališča za izposojo kolesa ali pa parkirišča za kolesa. Ne? In je to, o čemer smo prej govorili, ne? Da imaš to povezavo javni promet, kolo. Ne? Ja, po svetu se vse več šale, bus rapid transit. Ne? Je kakšna taka ideja v predalu, da se recimo to naredi, ker mogoče tudi kakšno drugo mesto ima ta potencial, ne? Seveda so tukaj, kot je Leo omenila, BRT, Bus Rapid Transit ali pa še nekateri drugi pristopi, ki lahko bistveno izboljšajo potovanje z avtobusom. Ne? V smislu, če vprašamo ljudi, zakaj ne uporabljajo več avtobusov, je prva frustracija čakanje na postaji, to je tisto, kar potnika najbolj frustrira, da stoji, nič se ne zgodi in ne more vplivati na to, kdaj bo prišel avtobus. In drugo, počasno potovanje, da se avtobus znajde v gneči z ostalimi vozili in potem potuje z isto hitrostjo kot vozila v zastoju, kar je jasno zelo nizka hitrost. Ne? In če omakneš avtomobile iz koridorja avtobusa ali z rumenim pasom ali z nekim nekoliko bolj zahtevnim ukrepom, da ta koridor prav ločiš nekako fizično. Ta rumeni pas se ni obnesel, ne? Vsaj v Ljubljani. Mislim, se je. Mislim, podatki kažejo, da je za 20% se je izboljšal potovalni čas. Hitrost se poveča, ampak dobro, pri nas je pač problem, ker imamo veliko gostoto teh križišč, kjer se prekine rumen pas, tako da tam ni tako optimalen, kot bi lahko bil. Problem je, ker je pač v enem momentu zamrla ta neka politična tudi podpora temu. Ne? Pač mi smo te rumene pasove dobili že leta nazaj in zdaj že 10 let ali 15 let nismo skoraj nič novega. Ne? Zdaj se malo začelja spet govoriti, tukaj okoli pa tega potniškega centra novega kabone. Pa tako, ampak tudi to ne bo samo dovolj. Nek celosten pristop je potreben, ker je tudi trenutne linije avtobusne po Ljubljani so še na ta sistem, ki so bili še čas žetonov, ki si čim manj mogel prestopati, zato ker si pač en žeton, da nisi dveh porabil. To zdaj odpade, z vsemi temi aplikacijami, 90-minutnimi prestopi in podobno. In je tudi to treba, v našem podjetju se nekaj ukvarjamo z nekim, zdaj si študijo za LPP, tako da mogoče se malo zadeve premikajo, ampak
je pa potrebna, jaz vidim predvsem to, da se pač sploh prepozna, da to mora biti prioriteta, pa da trenutno ni v redu. Jaz se spomnim, ko so bile pač volitve, oziroma predvolilni čas takrat za župana, za Ljubljane, in vsi so govorili, kako pač ni ustrezan javni promet, pa to ne. Trenutni župan je pa trdil, vse je v redu, pač izboljšali smo, imamo nove avtobuse in podobno, ampak in to je problem, da se ne vidi, da je treba izboljšati, pač trenutno ni optimalno, ker je tudi podatki kažejo, število potnikov pada. In je treba to sistemsko in resno pristopati, ne samo malo rumene barve po, neki upadnici še ne bo rešilno, je treba kar pač. Ma pa še velik manevrski prostor, ne? Ja, v smislu, pomagaj mi ti boljše te številke, ampak po voznem pasu, koliko je 1000 avtomobilov na uro pride recimo v nekih idealnih razmerah. Še malo več, ampak od zasedenosti avtomobilov v Ljubljani je koliko 1,3 ali pa nekaj tazga, kar pomeni, da govorimo o voznem pasu, da na uro lahko v mesto pripelje 1500 ljudi ali pa nekaj tazga. Robeni pas z visoko frekvenco javnega prometa med 5 in 10 tisoč recimo. Ne? Torej, če naša naloga čim več ljudi v jutranji konici pripelja do mesta, je logično pač rumeni pas veliko bolj učinkovit in po rumenem pasu lahko veliko več ljudi pripeljamo v mesto. Ne? In ta teza, zdaj pa avtomobili zraven stojijo. Avtomobili niso tako važni, važni so ljudje in en kup ljudi gre mimo avtomobilov v mesto hitreje po rumenem pasu in bistveno več kot jih tam dejansko v tem zastoju, ki zgleda na prvi pogled ogromen zastoj, res tam sedi noter v avtomobilih, ker kot rečeno zasedenost avtomobila je nizka in prostorsko je to zelo potraten način prevoza, ne? Če okrog vsakega človeka nekaj metrov prostora. In če se probamo vsi z avtomobili voziti, nam v končni fazi enostavno zmanjka prostora v mestu. To je matematično nemogoče. No? No, pa še to prednost Ljubljane, poudarja še to. Ljubljana ima 5 železniških krakov, ki vozijo direkt v center. To je ogromna prednost, da imamo to zvezdasto strukturo, tudi urbanistično, kako je bila zasnovana Ljubljana. In to, kar so te plani, da se bojo pač te nadgradile, da bo to neka primestna železnica z vlaki na 15 minut, to se mi zdi velik potencial, ampak stvari gre samo prepočasno. Bomo dočakali vlake na 15 minut. Ne, saj smo jih že na 7, sam pol uri ni nobenega. To, če nekdo reče, da je dober potencial, tako se je govoril za neko na borzi, če je bilo nekaj za ene šporgete na drva. Se pravi, ima velik potencial, ker lahko še veliko so lahko boljši. To pomeni, da je slabo. Jaz mislim, da je to tudi malo dilema. Sej, če se postavimo v vlogo zdaj enega politika, ki hoče biti izvoljen, ljudje ne maramo sprememb. In zdaj, se pravi, jaz sem se spomnil, da smo nek kratek dokumentarc, oziroma so bili iz 3 kosov, ne vem točno, kako je bilo, pa smo se tudi o tem pogovarjali, da je bil en sogovornik, ki je naredil za magistersko novo ureditev mestnega prometa in da mu je nekdo direkt rekel, da si nor, mi ne moramo, mi ne bomo izvoljeni, če bomo to naredili, ker je pač to bo toliko in toliko ljudi je navajenih na eno stvar in niso pripravljeni na spremembe in to bo kaos, se pravi, vsaj en let ali ne vem koliko časa in si predstavljate, to prinese vso to volilno telo nemira, mislim, ampak isto je bilo to, da je pač čisto narobe, zdaj jaz ne bom znal dobro povzeti, ampak da bi res morali spremeniti organiziranost mestnega prometa, ampak sej to je res, kdo se vlotil težkih sprememb, to je tako, kot je se pravi davek na nepremičnine. Po mojem, da ta bus že odpeljal zdajšno, garnituro, ker smo že preblizu volitev, pač to je tako, mislim, tudi oni so sem ljudje, kva. Ampak, mislim, to je tak meni težka, ne vem, po mojem to je bolj za revolucijo, tukaj ne gre toliko za evolucijo, ker bi moral v enem momentu priti za revolucijo, ali se motim. Ker najbolj mogla biti kar velika sprememba. Mogla bi biti, problem je po mojem to, kar si ti rekel, toliko let, toliko desetletij v bistvu smo vlagali in smo delali avtomobilsko družbo in smo jo zelo uspešno naredili. Posod imamo parkinge, posod imamo ceste. Prepad za otroka. Naredili smo res to, da imamo res tudi, lastništvo avtomobilov je precej visoko, uporabljamo avtomobile za čisto vse možne namene. In zdaj tukaj reči ljudem, zdaj vam bomo pa mi vzeli prostor, ker drugače pa ne moreš, če ne vzameš prostora,
ne moreš, ker mesta, vsaj v mestih, ne gre, ker je pač mesta so omejen prostor, pač ko je in je zelo dragocen prostor in to vzeti zdaj je politično izredno težko, ampak se pa da, se kakšen Pariz kaže, kakšne, če je neka vizija, pa pogum, pa nek dolgoročen plan. Korona. Ja, tudi, a veš, škoda, ker se nismo, mi smo eni redki, ki smo ukinili javni prevoz v tem cajtu, in smo ogromno potnikov takrat zgubili, medtem, ko so druge države so ga pa to ukrepile, ker je bila to osnova za dostopnost. Mi smo nekaj pejte v avte svoje. No, pa koloso, a niso tudi tako prišli do velikih teh kolesarskih, da so pač zagradili in pa so pustili tako. Te pop-up kolesarske so bile v smislu, da je več prostora za kolesarje. Se pohvalim, da sem glihkar bil in je res noro, pač, ker je še zdaj se vidi, da je vsem ostalje pač narejena del ceste je pač zdaj kolesarska, ampak tako. Hiter se je to dal narediti, to je bistven del zgodbe. Ja, ampak je tudi spet zelo taka, se pravi, bil je politično, se pravi, je bila kandidatura malo okrog tega zgrajena. Češ, to je naš, to bomo naredili in tako bo in zadosti ljudi na svojo stran dobiti. Mislim, ker ne vem, se ne poznam dovolj, ampak ker sem jaz prebral na to temo. Jaz sem vseeno mogoče nekoliko bolj optimističen v tem smislu. Tudi pri nas smo naredili nekaj velikih ukrepov v zadnjih 15 letih. Recimo, nepredstavljivo je bilo zapreti Slovensko ali pa umakniti parkirišče iz toliko enih ulic, trgov in tako naprej. Pa se v končni fazi izkazali, da se ni zgodilo nič zelo posebenega v prometnem kontekstu. In da če zdaj vprašamo ljudi, noben ne bi hotel vrniti v stanje pred tem. In tudi letos naredili smo prav v letošnjem letu ogromno anket. Po mojem smo na pamet, če se štejemo vse anketirance, med 5 in 10 tisoč anketirancev imamo recimo. Zato, ker je leto, v katerem je večina slovenskih občin delala celostno prometno strategijo, smo v vseh občinah opravljali ankete, kaj ljudje mislijo o prometu. Na načelni ravni je zdaleč najbolj pomembna varnost ljudem. Na drugi strani, če jih vprašamo, za katero vrsto prometa je treba najbolj izboljšati pogoje, kolesarjenje pa javni promet izstopa. Po mojih, če pogledam podatke, s katerimi razpolagam, to bistveno je izboljšati pogoje za hitro in udobno potovanje z avtomobilom kot vrednota, je manj izražena, kot treba izboljšati pogoje za javni promet in kolesarjenje. Kar jaz mislim, da ni slab nastavek. Seveda pa ne smemo biti zdaj naivni. Vsakeč, ko izboljšuješ pogoje za javni promet ali pa za kolesarjenje in to počneš, kar praviloma počneš, na račun avtomobila, bojo politiki dubaj jezni e-maile, na Facebooku se bojo vsi jezni komentarji, tudi kakšen članek bo nenaklonjen temu in tako naprej. Ampak v kar nekaj primerih je zraven, če naredimo malo večjo raziskavo, se izkaže, da kup ljudem pa v bistvu čisto sem niso e-maila poslali, pa niso zelo glasni. Tako da jaz mislim, da tukaj si bi vseeno lahko privoščili nekoliko več političnega poguma in nekoliko več ambicioznosti v smislu uveljavljanja ukrepov, s katerimi zagotavljamo več varnosti in boljše pogoje in razvoj javnega prometa. Različne skupine ljudi, ti veš, kaj si strokovnjak za vključevanje, tudi različne skupine ljudi je treba spraševati. Ne vedno one iste jezne ljudi na javni razpravi, ampak ko greš v šolo, vsi bi radi šli s kolesom, pa peš. Tako, zdaj gre, ne vem, 5, 10, 15 odstotkov, 70, 75% na vsaki osnovni šoli, kjer smo mi delali ankete, je bilo tako. Že otroci si želijo... Kako? Otroci si želijo. Otroke vprašamo, kako danes... To je normalno, jaz mislim... Ja, ampak ne vem, če... A jih upoštevamo, otroci si želijo, starši ne pustijo, ali kako? Ampak a jih upoštevamo, a jim nudimo, a delamo na tem, da jim bomo dali te pogoje. In mislim, da zdaj počasi dojema, tako, ko pokažemo te rezultate občinam, jih kar se tako malo se zamislijo, ker niso resno imeli takih stvari, pa jim pokažeš podatke, tako da jaz mislim, to zbiranje podatkov, po vključevanje ljudi, različnih ljudi, skupin ljudi, je res zelo pomembno, da pač, ker na koncu so volivci ali pa bodoči volivci in ljudje rabijo na koncu, vsi bi radi imeli boljšo kakovost bivanja, in na koncu je to vse povezan. Zrak, hrup, koliko časa ti porabiš vsak dan, a imaš zelene površine okoli, vsi bi radi to imeli, tako lepo okolje. Ja, in s podatki iz anket, z terena, tako rekoč, imaš več adutov v žepu, da prepričaš tiste, ki odločajo o spremembah, da si ljudje te spremembe želijo, ne glede na negodovanje nekaterih
Vedno bojo. Vedno. Ja. Ne more biti vsem všeč. In nezadovoljni dolg čas. Ne? In nezadovoljni bodo doskrat nekoliko bolj glasni, nekoliko bolj se bodo potrudili to izraziti. Ker tistemu, ki je to čisto, zelo redko bo nekdo, ki mu je nov ukrep, poslal e-mail, to je pa res fajn, da ste naredili ta ukrep. Ne? Pač uporabljal bo novo infrastrukturo in zadovoljen bo. Ne? In prav šole so super primerno. To, kar je Lea rekla, v nekaterih šolah je res težava, da večina učencev hodi v šolo tako, da jih starši pripeljajo z avtomobilom. Ne? Ampak, ko pogledamo, kje otroci stanujejo v radiju 2 km okrog šol, kar je neka razdalja, ki bi lahko prišel peš ali pa s kolesom iz stališča razdalje. Če vprašamo otroke, se jim zdi najbolj dolgočasno, da jih starši peljejo v šolo, da sami v zadnji sedijo. Ful boljše se jim zdi hoditi s prijatelji, pa se družiti na poti in tako naprej. In pol jasno na koncu vprašamo starše, zakaj jih vozijo v šolo z avtomobilom in kaj reče, zato ker je pred šolo preveč prometa. Ne? Pri tem, da je več kot jasno, da pred začetkom šole in nobenega drugega prometa kot starši. Ne? In dosti imamo enih takih zaciklenih situacij, če lahko tako rečem, no, ki jih je treba začeti spreminjati in pol na koncu, ja, se je nekaj e-mailov, ne? Ampak naredimo anketo med starši, potem, ko smo izboljšali pogoje na račun avtomobila za hojo in kolesarjenje, jih je 70% s tem zadovoljnih. Ne? Kot si ti rekla prej, ljudje smo racionalni, ne? Ne gremo z glavo, dokaj racionalni, ne gremo z glavo skozi, izberemo rešitev, ki je boljša, ki je prijetnejša. In očitno po vsem tem, kar smo danes rekli, oziroma ste rekli, ne, ni za obupati, ravno nasprotno. Ne? Ja, sigurno. Se kolesarstvo in potreba po javnem prometu je prisotna v precej velikem številu ljudi. Tako da je, kaj ne rečem, prihodnost boljšega zraka v Ljubljani in manjše gneče in tudi v drugih mestih. Ne? Nismo kaj veliko rekli o drugih slovenskih mestih, ampak situacija je verjetno precej podobna. Ne? Maribor, Celje, Koper, Kranj in tako naprej. Ne, sigurno se to kaže kot tudi vse bolj pomembna tema. Meni se zdi, da se dolgo nismo pogovarjali o prometu, vedno je bilo samo pač, da dokončamo ta avtocestni križ. Ni bilo nekaj pogovora. Zdaj pa to, tudi ne vem, ko so v politiki je to bolj vsem več pozornosti namenjajo temu, ne, pa na lokalnih volitvah. Jaz sem to res prej pogrešala, ne vem. Ker sem jaz recimo živela v Angliji, je bilo promet, je bil pa tam, ne vem, za hitro železniško progo, to je bila glavna tema volitev, ne, recimo, te prometne teme, ne, mislim, ena od glavnih je bila ne omenjena vedno, ampak tukaj pri nas je bilo pa vedno to tako nekako, ne. In vidim, da mislim, da je tudi druga še, ne, da pač smo v Evropski uniji, Evropska unija tudi to, ne, v bistvu zahteva in tudi spodbuja, da gremo v to smer. Tako da vse te tudi razvoj, to, kar smo imeli s temi celostnimi prometnimi strategijami, pa ta evropska sredstva, ki so namenjena, ne, za kolesarsko infrastrukturo, za železniško, ne, to tudi zelo poganja, ne, to. In s tem se tudi tudi mentaliteta odločevalcev spreminja počasi. Tako da jaz sem optimistična, in da se bojo naši otroci peljali na 15 minut z vlakom, pa da bojo šli lepo sami s kolesom lahko v šolo in podobno, ali pa v službo, potem, ko bojo večji. Je pa res, vsi hočemo videti hitrejše spremembe, ampak moram reči, jaz delam zdaj recimo 15 let v tem, pa je že kar dobra razlika, no, moram reči. Tako da je za biti optimist. Kaj pa praktične izkušnje oziroma vsakodnevne kolesarske izkušnje, lahko mogoče s tem zaključimo današnji pogovor, pa damo komu, ki nas bo gledal, še kakšen uporaben nasvet, kako se izogniti kaki zagati, recimo je kakšna taka anekdota iz vaših, govorimo o tem vsakdanjih kolesarskih poteh, ne po hribih pa rekreativno kolesarjenje, čeprav svet to zanimivo, ampak ostanimo pri urbanem, ne, ker smo urejali promet, pa da zdaj povemo, kje nas najbolj žuli. Ne? Jaz bi rekel, recimo, zelo fino je kapca s šiltom, ali za sonce, pač če imaš špegle, ali predvsem pa v dežju. To noro pomaga, to je res ključna razlika, se pravi, una palerina je lahko najcenejša, ki ima kapuco, si lepo usede na kapci, to je res game changer. To, jaz mislim, da je košarca ali une torbe za to, da če imaš nahrbtnik gor, da se ti ne nalima
čez cel hrbet, če recimo toplo. To so relativno nizka cena nadgradnje kolesa, da ima to. Jaz mislim, da do 2 km je praktično vse in kakšno kolo. Fino je, da je enkrat na let servisiran, že da une bremze naštimajo. Ogromen. Ja, no dobro, lej, če se ti skočaš, salto lahko narediš. Toliko je teh električnih lučk, baterijskih, da to ne sme biti težava. Še boljše, če je kakšen bolj modern dinamo, ker to je res perfekt. To se mi zdi, na kratko so na sveti, ker res spremenijo izkušnjo. Fajn je, da so, recimo jaz bi pri vseh izkušnjah rekel, da lahko šparaš pri kolesu, pri gumah ne bi. Se pravi, ali pa dajmo se ne frajart z belimi gumami. To se mi zdi velika razlika. Zakaj pa ne? Po mojem je več plastike noter, ne vem, neki je ne prime. Jaz sem en ovink sem imel, ko sem imel nove une bele gume, sem skozi, ampak sem se naučil odbiti se z nogo. Ampak lepe pa so. Tako, točno. Se pravi, to bi rekel, to so taki zelo na hiter nasveti, pa seveda, če si lepo oblečen, ne v službi, če se zahteva, mora biti ta čim višja balanca in čim krajša medosna, oziroma oni imajo malo tako podrt od spreta, da pride relativno blizu balans, ta holandski sistem kolesa. To je za rekelc nujno. Jaz sem ugotovil, da se mi ni treba, da sem lahko malo bolj naprej, ker sem rad hiter. Meni se zdi, da tudi ne bi smel biti problem med 2 koles za po mestu. No, mislim, ampak to je že moja osebna. Mislim, ker to zdaj govorimo recimo, če smo že je par 100 evrov, se pa da tudi za cenej dobiti. To spremeni, to pomeni zdaj, to govorimo 4 do, ne vem, že 7 km, da je še čisto udobno. Do 2 km se mi zdi pa lahko pa nekaj, da se poganjaš. Iz prejšnjega stoletja, recimo. Ja. Jaz sem zdaj zelo hitro vam butno, ko sem... Meni je bil všeč prejšnji Jožetov stavek in sicer, da je fajn, da smo prijazni in da to še posebej velja za močnejše udeležence v prometu. Zdi se mi nujno, da so avtomobilisti prijazni do kolesarjev, ampak zdi se mi tudi, da ker je kolesarjev vse več, je vse bolj pomembno, da smo tudi kolesarji prijazni do pešcev, da jih počakamo, da jim ne zvonimo, da se po pešconi še posebej ne vozimo hitro in tako naprej. Drug del pa, da se ne smemo preveč ustrašiti jeseni, zime pa pomladi. Poznam kar nekaj kolesarjev, ko so taki poletni kolesarji, ampak kot smo začeli, največ kolesarjev na Nizozemskem in na Danskem, kjer imajo dosti slabše vremenske pogoje, pa jim gre čisto dobro. In tudi dostikrat je to res nek predsodek, v smislu pozimi se ne da kolesariti, ker je mrzlo. Ampak na smučanju so hitrosti približno iste, pa se nam zdi vsem čisto normalno, daš jakno gor pa kapo, pa greš smučati, pa ni nič posebenega. Tako da jaz mislim, da tudi to, da se pozimi ne da kolesariti in tako naprej. Seveda so dnevi, ko je teže, ko je lahko tudi kakšno polica, ampak v večini dni, če imaš bundo, pa anorak, pa še neke običajne opreme, kaj imamo vsi, se da čisto kaj kolesartno. Jaz sem slišala pritožbe ne na račun mraza, ampak na račun tega, da so kolesarske steze zabasane snegom, ampak ker je snega vedno manj, verjetno ta težava ne bo več tako pogosta. Ja. Jaz bi pa mogoče dala na svet tisti, ki pa sploh še ne kolesarijo. Kako se sploh lotiti, mogoče. V Angliji smo se dosti tem ukvarjali. Kako sploh enega prepričati, ker se, mislim, mogoče je tudi strah problem, da mogoče, ne vem, namesto da bi šel nekdo, ne vem, v en ponedeljek zjutraj, zdaj pa grem v službo, pa bom probal. Mogoče ne gre probati to isto pot do službe, ali pa do šole, ali kamorkoli že gre. Nekaj mogoče za vikend, ker ni prometa, da vidi, mogoče sproba par različnih poti, da vidi, kako je, da se ne bo lovil prvič, sproba v lepem vremenu, da si ne da zdaj cilja, zdaj bom pa kolesaril 5 dni na teden, tudi vdržil, ker to včasih odbije ljudi, da mislijo, da zdaj pa smo mi vsi taki ekstremisti, ki kolesarimo v kakršnih koli pogojih, ampak da začneš, koliko je za vse stvari v življenju, ker to je sprememba navada, tako da tudi, če začneš hujšati ali pa začneš teči ali pa neki imaš cilj v življenju, rabiš take postopne cilje, pa mogoče nek zgled ali pa neko družbo zraven, da mogoče nekega sodelavca zraven, pa ki ste na isti poti. In
In polka to pa doživiš, ne, to svobodo, ne, ki si rekel, to svobodo, pa ta tudi zadovoljstvo, ne, tudi to, kar prideš bolj nekako čistih misli v službo ali pa kamorkoli, pa točno, pa brez te nervoze, pol začneš na lastni koži, ne, čutiti in se mi zdi zelo pomembno, torej probati mal, pa ti pa to počasi lahko navado pride, ne. Druga stvar pa mogoče še glede tega, kar si rekel, ne, tole pač glede odnosa do drugih, čisto mogoče za lastno varnost, meni se zdi res toliko pomembno, da ne predpostavljamo, za lastno varnost, ne, da ne predpostavljamo, da imamo absolutno prednost, tudi če jo imamo, jaz res uporabljam to, da probam vzpostaviti očesni stik z voznikom, ne, v teh križiščih, ne, da probam videti, a je on mene videl ali ne. Ker doskrat, ker te ne vidijo in raje se jaz prostavim, ker pač meni ne bo nič pomagal, ne, da sem imela prednost. Vse se pol jezim, če mi ne ustavijo pa tako, ampak če je v redu tudi, mislim, da ali pa da se nekdo ustavka, se ti sploh ne bi rabil dvigant roko, nasmehance, to se mi zdi res tako ta neko pozitivno obnašanje glede do drugih, se mi zdi zelo pomembno, ali pa do pešcev, ali pa do kogarkoli, no, ali pa do enega kolesarja, ki se je, ne. Tako da to, no, taka dva, se mi zdi mogoče, no, ena taka nasveta. Mislim, da pa to. Jaz tudi skozi pozdravljam, zato, ker se mi zdi, da mačkaj nižamo pol ta prepad med kolesarji pa avtomobilisti. To se mi zdi genialno. Pa, mislim, jaz bi celo drugače rekel, eye contact, se pravi, to sem pri motoristih nekje prebral, pač obnašati se moš, kaj te vsi hoče ubiti, ne. Ja, sej. Pač, tako je, no. Pa, tako, nikoli ne smeš res predvidevati, da se imam prednost, pa se me vidijo. Ja, to, ne gre. Ampak, ne, to sem hotel še dodati, da je to res... Ne, se je, ne, ker pač, mislim, moramo se zavedati, ne, na koncu v prometu sodelujemo ljudje in ljudje delamo napake. A ne? Zato tudi mi v kolesarski mreži toliko poudarjamo vse in ta pomen infrastrukture, ki pač proba tudi zmanjšati posledice teh napak. Ne? In ne, to zanašanje, se bojo ljudje vedeli, se bojo obnašali pravilno, se bojo upoštevali pravila, se vejo, se so naredili vozniški izpit, pa se, ali pa ne, se so bili na kolesarskem izpitu, se vejo CPP, pravila, vse te stvari. Ampak ni, ne, na koncu delamo napake povsod in to tako vedno bo. Tako da moramo res to tudi okolje narediti tako, da bo to sobivanje in ta varnost nekako zagotovljena. Ne. In zmanjševati motorni promet in ga upočasnjevati. To je pač ključno. Prav zaradi tega, ker pač del napak se bo zmeraj zgodil in da bo posledice teh napak pač čim manjše. Čim manjše, tako. Počasnejša vožnja, manj avtomobilov in še ena zadeva, ki danes nismo omenili, pa po mojem je relevantna, avtomobili so vse večji in vse težji. Zaradi tega trki ima vse večje posledice, ne? In povedal bom analogijo, včasih je imel Lego mesto, ne? Lego avtomobilček je imel 4 pikce. Torej kot kocka. Ne? In Lego je mesto imelo kolesarsko stezo ob strani. Zaradi večjih avtomobilov ima tudi Lego zdaj večje avtomobile in ima 6 pikc, 6 v vrsti pikc za velikost avtomobila. Zaradi tega Lego mesto ponekod nima več kolesarske steze, ker je avto preširok. In to se nam tudi malo v resničnem življenju dogaja, ne? In tudi to je en aspekt, s katerim se treba ukvarjati. Če lahko povzamem, se pravi, mi se moramo norcati z vseh prijateljev, ki si kupijo te prevelike avtomobile. Jaz mislim, da je to nujno, treba vršiti pritisk ves čas. Ne? In drugo, morali bi imeti kolesari, urbani, bi morali na leto, ne vem, 5 do 10 imeti tehle, kako bi rekel, kaj se reče Discovery, a se reče pri potapljaštvu Discovery, da nekoga novega prepeleš, pa mu daš zdaj. Se pravi, tako, si rekel, da greš s prijateljem, da peleš enega sodelavca nekoga, da jih 5 novih, moraš jim vsaj kolo in prepeleš nek nov za posodati, ali pa za en teden ti kolo dam. Ko malo puni Envel, kako so bili včasih. Če jih še 3 prepeleš, dobiš pa piramidni sistem. Dobiš pa tale ketno. Jaz sem tudi takoj na to pomislila, na piramidni sistem. In to bi bilo idealno, če bi rato to piramidni sistem. Čeprav se po mojem malo nezavedno vsi malo to delamo, da pač malo to promoviramo, ker po mojem noben od nas ne more ven iz svoje kože, ne, ker točno vsi vemo, da vejo za nas, ne, da smo tako. Sicer ne smemo pa, veš, ne smemo iti pa v ekstremne, da pač obsojaš ljudi za kakšne, zakaj si pa ti don za avto? Za suve lahko. Za suve mogoče lahko. Največje suve lahko. Ja, ampak za te, veš,
Na koncu imajo vsi ljudje neke svoje okoliščine, pa razloge, zakaj potujejo, kot potujejo, ne? To, kar vi delate, tole raziskavo. Ne? Tako da je treba to malo razumeti, ampak ja, mogoče s temi pozitivnimi zgledi pa povedati, koliko je to fajn, koliko je to super in koliko je koristi za njih, pa kaj šele za vse. Ne? Tako jaz pa predvsem tem, ki imajo otroke, probam tako predstaviti, ker otroci na koncu najbolj to čutijo, ne? Da se ne rabijo okoli z avtom pelet, ker jim je čisto žuriti na kolo pa to, ne. Mislim, pa otrok je tudi simpel za psihirati, da bo pač zemlja šla, ne, če bomo šli z avtom. Ja, to, da naša Ni generacija dobro sploh za- ne več ne gane, ne, tako, pa teh starejših pa sploh ne. Tako da, ja. Hvala vam za tale pogovor. Kolesa smo pustili zunaj in zdaj bomo sedli na njih, ne? Tudi če bo deževalo. Imamo cel kup dobrih nasvetov, kako se ubraniti, vsem pa s tem v prometu in vsem pa s tem, ki jih lahko pošlje vreme z neba, ne? Tako, to je bilo nekaj na temo kolesarjenja, kot ste verjetno že sami zaslutili, bi lahko govorili in povedali še veliko več, ampak tele začetne prve vzpodbude za vse tiste, ki še ne kolesarite, pa mislim, da smo zasejali in to seme bo vzklilo. Mogoče ne bo vsak od nas pripeljal 10 novih kolesarjev, ampak če bo enega, bo čisto dovolj.